Spoštovani predsednik Republike Slovenije, vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, gospod minister za obrambo Marjan Šarec, načelnik generalštaba Slovenske vojske, general-major Robert Glavaš, spoštovani gostje, predstavniki medijev in pripadnice in pripadniki na mednarodnih operacijah in misijah. Lepo pozdravljeni na tradicionalni videokonferenci z mednarodnimi operacijami in misijami. Prosim ministra za obrambo za uvodni pozdrav. Spoštovani predsednik Republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani poveljniki naših sil na tujem. Dobrodošli na tradicionalni videokonferenci ob dnevu državnosti in prav je, da ta tradicija ne izostane nikoli, kajti slovenska država se je v zadnjih, zdaj že 31 letih trudila ravno zato, da bi ustanovila svojo državnost in da bi imela svojo vojsko in ne samo imela svojo vojsko, ta vojska je danes cenjena tudi na tujem in ima pomembno vlogo. In vsi poveljniki in pripadnice in pripadniki naših misij na tujem opravljate izjemno pomembno delo, izjemno vlogo pri ohranjanju miru, varnosti in stabilnosti na vseh območjih, kjer ste. Spoštovani vrhovni poveljnik, predajam vam besedo in vam, drage pripadnice in pripadniki, pa želim lepo praznovanje, kolikor je to možno, dneva državnosti in nadaljujte svoje delo kar tako naprej in kot se reče za Slovenijo. Hvala, gospod minister. Zdaj pa se bodo pripadniki nekaterih kontingentov javljali z območja delovanja. Najprej bo poročal podpolkovnik Fedja Vraničar, poveljnik slovenskega kontingenta na Kosovu. Poveljnik, prosim. Hvala lepa. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor. S Kosova poročam podpolkovnik Fedja Vraničar, poveljnik 45. kontingenta Slovenske vojske na Kosovu in hkrati poveljnik nekinetičnega bataljona regionalnega poveljstva Vzhod. Naše poslanstvo je sodelovanje v operaciji KFOR s ciljem podpore zavezništvu in mednarodni skupnosti pri zagotavljanju mirnega in stabilnega okolja ter svobode gibanja na Kosovu. V okviru 45. kontingenta na Kosovu deluje skupina pripadnikov Slovenske vojske v več nacionalnih poveljstvih KFOR-ja in sicer v poveljstvu KFOR-ja, v poveljstvu regionalnega poveljstva Vzhod in v poveljstvu nekinetičnega bataljona regionalnega poveljstva Vzhod. Imamo 4 skupine za povezavo in monitoring v regionalnem poveljstvu Vzhod ter 2 skupini za povezavo in monitoring v regionalnem poveljstvu Zahod. Imamo pripadnike vojaške policije ter nacionalni podporni element. Kontingent šteje 97 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki izvajajo naloge znotraj poveljstva KFOR, dnevno prisotnost na območjih delovanja posameznih skupin za povezavo in monitoring, povezovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, z mednarodnimi organizacijami na Kosovu, lokalnim prebivalstvom vseh etničnih skupin ter vključevanje tako moških kot žensk, ter zagotavljanje logistične podpore lastnim enotam. Varnostne razmere na Kosovu so trenutno stabilne, stopnja ogroženosti pripadnikov KFOR in pripadajoče infrastrukture na Kosovu je nizka. Pripadnice in pripadniki so zdravi, na območju v obdobju od prevzema dolžnosti na območju delovanja še nismo imeli obolelih za COVID-19, trenutne epidemiološke razmere in ukrepi ne vplivajo na izvajanje vojaških nalog. Če povzamem kronološko, 45. kontingent je naloge prevzel 24. aprila, tokratni kontingent je številčno manjši, se je v okviru kontingenta nimamo več motorizirane čete, v bazi Villaggio Italia v Peči pa delujeta le še 2 enoti za povezavo in monitoring. Glavnina kontingenta je nastanjena v bazi Novo Selo, kjer po novem deluje tudi nacionalni podporni element.
Ob državnem prazniku bomo v soboto 25. junija v bazi Film City v Prištini organizirali Slovensko akademijo, na kateri bo nastopil slovenski pevski zbor iz Skopja. V okviru slovesnosti pa bomo podelili tudi pripadnicam in pripadnikom priznanja in medalje. Gospod predsednik, pogoji za delo so v vseh bazah, kjer delujemo odlični in zagotavljajo nemoteno opravljanje nalog. Stanje je dobro, pripadnice in pripadniki so motivirani, morala je na zelo visokem nivoju. V mojem imenu in v imenu pripadnic in pripadnikov 45. kontingenta Slovenske vojske na Kosovu čestitam ob dnevu državnosti. Besedo vračam v Ljubljano. Hvala, poveljnik. Naslednji bo poročal major Primož Hodak iz Iraka. Major, izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor ter vsi ostali zbrani, lep pozdrav iz vročega Erbila. Sem major Primož Hodak, poveljnik 6. kontingenta Slovenske vojske v operaciji Neomajna odločnost. Poslanstvo celotne operacije je, da se vzpostavijo pogoji za delovanje, da bi bili sposobni kurdske varnostne sile in iraške na eni strani samostojno delovati in poraziti islamsko državo, ter na dolgi rok vzpostavili varno okolje, ki bi ga bili sposobni tudi sami kontrolirati. V sestavi kontingenta smo 3, 2 na lokaciji Erbila, en častnik in en počastnik, 3. pripadnik pa je na lokaciji Tampe na Floridi. Sam osebno upravljam naloge svetovalca za izobraževanje in usposabljanje ter poročanje in ocenjevanje na kurdskem ministrstvu za obrambo, kamor odhajam 2 do 3 krat tedensko in delujem v sestavi združene svetovalne skupine Sever. Kolega, ki je z mano tukaj, deluje v kurdskem koordinacijskem centru in ni je zadolžen za premike vseh koalicijskih sil po območju delovanja. Preko luže kolega upravlja nalogo v strateški načrtovalni skupini v poveljstvu globalne koalicije pri centralnem poveljstvu sil Združenih držav Amerike. Varnostno tveganje na območju Kurdistana je ocenjeno kot srednje, vendar je na mejni liniji med Kurdistanom in Irakom ocenjeno kot visoko. Tam dnevno potekajo še vedno spopade na eni strani skupaj kurdskih in iraških varnostnih sil proti pripadnikom islamske države, kateri želijo s terorističnimi dejanji povzročiti masovne žrtve in zastraševanje. Sporedno s tem poteka tudi neodvisno operacija turških sil na območju Kurdistana na mejnem predelu Turčije in Kurdistana, vendar to ne vpliva na delovanje policijskih sil. Občasno so napovedani in tudi izvedeni napadi na vojaške baze koalicijskih sil, vendar lahko iz prve roke povem, da se počutimo varno in ni nobenih skrbi, saj je zaščita sil med zaveznicami na visokem in profesionalnem nivoju. Razpoloženje v kontingentu je odlično, sva zdrava, delovna vnema na visokem nivoju. V zadnjem času je opaženo rahlo povišanje števila okuženih s COVID-om, kar je posledica rotacije večine kontingentov, prav tako pa gre trend poviševanja okuženosti tudi navzgor na celotnem območju Iraka. V preteklemem obdobju je bil pripravljen nov tehnični dogovor za podporo kontingentu med Slovenijo in Nemčijo. Nastanjeni smo v nemški bazi, kjer smo deležni vse logistične podpore. Le hrano imamo organizirano v italijanski bazi, kjer nam nudijo dnevno zelo kvalitetne obroke. Po prehajajočem prazniku je načrtovana le manjša popustitev z nacionalnimi predstavniki drugih držav, ki nudijo podporo našemu kontingentu. Ob koncu vam vsi skupaj želimo prijetno praznovanje dneva državnosti, ter okolikor se izraži namera po obisku, ste vedno dobrodošli. Vračam besedo v Ljubljano. Hvala, poveljnik. Iz Latvije se nam bo javil nadporočnik Marko Gačnik. Nadporočnik, prosim. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, lep pozdrav tudi iz Baltika. Sem nadporočnik Marko Gačnik, poveljnik 11. kontingenta EFP. Poslanstvo našega kontingenta je, da se v sklopu delovanja kanadske bojne skupine usposobimo za delovanje in v terminu od junija do decembra 2022 izvajamo naloge JRKBO, dekontaminacije ljudi, sredstev, objektov in cestišč z namenom zagotavljanja zaščite sil in varnega okolja koalicijskim silam. Naša struktura kontingenta 11 EFP je uvrščena v bataljonsko bojno skupino Latvija,
katero sestavljajo pripadniki iz kar 11 držav NATO članic. NATO, EFP, BBSK, Latvija šteje okoli 1300 pripadnikov brez logističnih podpornih elementov. Skupno število našega slovenskega kontingenta šteje 49 pripadnikov slovenske vojske, 11 pripadnikov vojske Črne Gore in 9 pripadnikov Severne Makedonije, za katere je ta misija prva. Osnovne naloge našega kontingenta so integracija elementov slovenskega kontingenta v bataljonsko bojno skupino Latvija in usposabljanje elementov za samostojno delo, za delo v sestavi čete Viking in v končni fazi integracija v skupno bojevanje z kanadsko bojno skupino. Varnostna situacija na območju delovanja EFP-11 je trenutno stabilna in ugodna za normalno delovanje pripadnikov slovenske vojske. Stopnja trenutne varnostne ogroženosti pripadnikov našega kontingenta na območju delovanja je nizka. Razen na področju vohunjenja, kjer je stopnja ogroženosti ocenjena kot srednja do resna, in na področju kibernetskega delovanja, kjer je ocena ogroženosti visoka. Presek stanja, kar se tiče COVID-a, trenutno v bazi Adaži, kjer smo tudi nastanjeni, je obolelih za COVID-19 8 pripadnikov, nihče od teh ni pripadnik našega kontingenta. Do sedaj smo uspešno izvedli primopredajo sredstev, streliva, vozil, prostorov in nalog na območju delovanja. Sama primopredaja se je izvedla 16. junija, trenutno pa potekajo integracijska usposabljanja in priprave na ključno vajo Silver Arrow. Ob slovesnosti, ob prihajajočem prazniku bomo izvedli slovesnost, na katero bomo povabili tudi ključne pripadnike vseh koalicijskih zaveznikov v bataljonski bojni skupini in kasneje tudi pogostitev. Zaključek. Slovenski kontingent je uspešno izvedel vse priprave in je prevzel dolžnost od prehodnega kontingenta brez vsakih posebnosti. Kontingentu vlada dobro počutje, borci so dobro pripravljeni in visoko motivirani. Hvala lepa, vračam besedo nazaj v Ljubljano. Hvala, nadporočnik. In sedaj gremo v Bosno in Hercegovino, kjer bo poročal podpolkovnik Ervin Katovič. Podpolkovnik, prosim. Hvala lepa za besedo. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, lepo pozdravljeni. Pripadniki Slovenske vojske v misiji EUFOR in NATO v Bosni in Hercegovini sodeluje in deluje s ciljem podpore mednarodnih skupnosti pri zagotavljanju miru, varnosti in stabilnosti v Bosni in Hercegovini. Trenutno v območju delovanja deluje 20 pripadnikov Slovenske vojske, ki so nastanjeni v Sarajevu v Banja Luki. Osnovna naloga misije EUFOR je zagotavljanje varnosti in stabilnosti ter svobode gibanja na območju delovanja. NATO misija pa je usmerjena svetovanje pri reformi obrambnega sistema in pripravi Bosne in Hercegovine k nadaljnji integraciji v evroatlantske povezave. Varnostna situacija je občutljiva, vendar relativno stabilna. Informacije o ogroženosti pripadnikov EUFOR in NATO trenutno ni. V naslednjih mesecih našega delovanja bi lahko dva dogodka utegnila vplivati na varnostno situacijo, in sicer 26. obletnica dogodkov v Srebrenici in izvedba splošnih volitev v oktobru. Trenutno se v bazi ne izvajajo ukrepi za preprečevanje epidemije COVID-19, prav tako že nekaj časa v bazi ni okuženih. Poleg naših rednih nalog smo do sedaj organizirali aktivnosti vezane na bodoče delovanje helikopterja Slovenske vojske v okviru misije EUFOR, izvedli proslavo v dnevu Slovenske vojske, organizirali obisk župana Kranja pri županju Banja Luke in nudili pomoč veleposlaništvu. Tako bomo tudi skupaj z veleposlaništvom obeležili nacionalni dan, dan državnosti, ta petek v centru mesta. Lahko zaključim, da pripadniki Slovenske vojske uspešno izvajajo naloge skladno z zahtevami nadaljenega poveljstva Slovenske vojske, poveljstva EUFOR in poveljstva NATO. Spoštovani, s tem zaključujem moje poročanje. Hvala za vašo pozornost, pripravljam se na vaše vprašanja. Predajam besedo v Ljubljano. Hvala. Hvala, poveljnik. Naslednji bo poročal major Primož Bernard iz Malija. Major, izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, lepo pozdravljeni, govori major Primož Bernard, poveljnik kontingenta v Maliju. V Maliju
Maliju trenutno deluje 19. kontingent Slovenske vojske skupaj s pripadniki oboroženih sil 24 različnih evropskih držav ter 2 partnerskih držav s ciljem izboljšati operativne zmogljivosti malijskih oboroženih sil, operativne zmogljivosti skupnih sil držav G5 Sahel ter operativne zmogljivosti oboroženih sil posameznih držav G5 Sahel. V Maliju delujemo 4 pripadniki kontingenta, ki opravljamo svoje dolžnosti na 2 lokacijah. V okviru poveljstva EUTM v Bamaku in v namenski enoti za izobraževanje in usposabljanje v vadbenem centru Polikuro. Zaradi trenutnega manjšega zanimanja malijskih oboroženih sil za tečaj EUTM je 5 inštruktorjev kontingenta ostalo v Sloveniji in so v pripravljenosti za morebiten vpoklic. Varnostne in politične razmere v Maliju so nestabilne. V mesecu in pol, kar kontingent deluje v Maliju, smo bili priča poskusu državnega udara, različnim shodom v podporo trenutni prehodni vladi in shodom proti njej, ter varnostnim opozorilom ameriškega veleposlaništva o možnosti terorističnega napada v Bamaku. Kljub omenjenemu opozorilu EUTM ocenjuje, da so varnostne razmere v zadnjem mesecu tako v Bamaku kot tudi širše v Maliju niso bistveno poslabšale in ostajajo nespremenjene. Po ocenah EUTM so teroristični napadi v Bamaku malo verjetni, enako velja za teroristične napade na osebe oziroma infrastrukturo misije EUTM. Poslabšanje splošnih varnostnih razmer v Maliju v prihodnjem kratkoročnem obdobju ne pričakujemo, ne moremo pa izključiti posameznih varnostnih incidentov v varnostno problematičnih regijah Malija. Glavna tveganja kontingentu predstavljajo teroristični napadi, ugrabitve strani uporniških skupin, napadi z improviziranimi eksplozivnimi sredstvi, zasede, organiziran kriminal in korupcija, promet, nalezljive bolezni ter vplivi okolja in vremena. Tveganja za zdravje so ocenjene stopnjo visoko. Glede okuženosti s COVID-19 je EUTM med svojimi pripadniki že dosegel ničlo, z izvedbo primopredaj kontingentov posameznih sodelujočih držav konec maja, pa je številka rahlo poskočila. Trenutno je okuženih 7 pripadnikov, 23 pa jih je v karanteni. Pripadniki 19. kontingenta Slovenske vojske so zdravi. Prihajajoči dan državnosti nameravamo obeležiti 25. junija v obliki krajšega nagovora in pogostitve tujih pripadnikov EUTM v vadbenem centru Polikuro. Kontingent profesionalno izpolnjuje svoje dela in naloge, pripadniki kontingenta so v očeh pripadnikov tujih oboroženih sil cenjeni, profesionalni, strokovni in odgovorni. Klima znotraj kontingenta je odlična in konstruktivna. S tem bi zaključil svoje poročanje in Malija in vračam besedo nazaj v Ljubljano. Hvala, poveljnik. In gremo še na Slovaško, kjer se nam bo javil major Franc Klemen. Major, izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, iz vadišča Leš se javlja major Franc Klemen, sem poveljnik prvega kontingenta okrepljene pozornosti Slovenske vojske na Slovaškem. Naše poslanstvo je, da kot del mednarodne bojne skupine EVA Slovaška, s prisotnostjo in izkazano bojno zmogljivostjo prispevamo k vzpostavitvi odvračalne drže zavezništva, ter v primeru konvencionalnega napada na Republiko Slovaško, skladno s predpotrebnim sklepom vlade Republike Slovenije, izvajamo obrambo njenega ozemlja. SBNPO-1 EVA je sestavljen iz sil za bojevanje, ki ga predstavlja motorizirana četa, sil za zagotovitev delovanja v okviru nacionalnega podpornega elementa in pripadnikov za podporo poveljevanju. To so pripadniki v mednarodnih poveljstvih in naše skupno številčno stanje je 101 pripadnik. Mednarodno bojno skupino poleg Slovenije sestavljajo še Češka, Slovaška, Nemčija, Združene države Amerike in Nizozemska s baterijo zračne obrambe Patriot. Celotna bojna skupina je nastanjena v okolici vadišča Lešt, kar je približno 200 km zahodno od meje z Ukrajino. Bojno certificirana bo štela med 1200 in 2000 pripadniki. Naše glavne naloge so zagotavljanje premičnosti, bojnega delovanja in sanitetne oskrbe v vseh meteoroloških pogojih, podnevi in ponoči. Izvajanje samostojnih in združenih urjenj na individualni in kolektivni ravni s ciljem vzpostavitve pogojev za večrodovsko bojno zmogljivost
mednarodne bojne skupine Slovaške. Izvajamo in izvajali bomo taktične vaje z bojnim streljanjem enot do nivoja bataljonske bojne skupine. Načrtovali in izvajali bomo zračno in indirektno ognjeno podporo v sklopu omenjene bojne skupine. In pa cilj za našega in vse nadaljne kontingente je, da vzdržuje dosežene operativne zmogljivosti s skupnimi usposabljenimi enot Slovaške vojske. Skupni imenovalec vseh predpisanih nalog je zagotavljanje pripravljenosti, odzivnosti in bojnih zmožnosti za učinkovito odvračanje ter uspešno izvajanje morebitne obrambe Republike Slovaške. Prihajajoči dan državnosti bomo obeležili 25. junija s slovesnim postrojem in mednarodnim športnim piknikom, na katerega smo povabili vse sodelujoče države. Kontingentno območje delovanja je operativen, brez okužb, zdrav in povsem pripravljen na integracijo v mednarodno bojno skupino. Vemo, kdo smo, iz kje prihajamo in kaj od nas terja dolžnost služiti očetnjaki. Odločno bomo branili zaveznico, da bojna vihra ostane čim dlje v domovini. Ostajamo pripravljeni, skromni in pogumni sinovi in hčere Republike Slovenije. Besedo vračam v Ljubljano. Hvala vsem poveljnikom. Zdaj pa prosim vas, gospod predsednik, da nagovorite pripadnike na mednarodnih operacijah in misijah ter jim postavite kakšno vprašanje. Predsednik, prosim. Spoštovani gospod minister, načelnik, poveljniki, pripadnici in pripadnikov Slovenske vojske na misijah in operacijah v tujini, lep pozdrav. Kot predsednik republike in kot vrhovni poveljnik, zdaj že skoraj 10 let, dvakrat na leto na taki konferenci poslušam vaša poročila, izmenjam z vami stališča, komentarje, ocene, nasvete in ob tej priložnosti za ves ta čas za naše sodelovanje izražam hvaležnost. Rad bi posebej izrazil hvaležnost in občudovanje za opravljanje vašega dela, je na visoki profesionalni ravni, vaše delo opravljate predano in uživate velik ugled med drugimi vojskami, ki z vami opravljajo pomembno poslanstvo miru in varnosti v mednarodni skupnosti. Prav tako z vašo pripadnostjo, predanostjo, profesionalnostjo, s tem, da se na vas lahko zanesejo zavezniške vojske, lokalne in državne oblasti tam, kjer služite miru in varnosti, prispevate k ugledu naše države. Ne morem kot vrhovni poveljnik in kot predsednik republike dovolj poudariti, kako zelo pomembno prispevate k ugledu naše države. Naj izrazim zadovoljstvo, celo srečo, da v vseh teh 20 letih, načelno koliko 20 let, da upravljamo naloge v misijah in operacijah, da ste vedno prišli z operacij in misij živi in zdravi. In naj tako tudi ostane. Deloma to pripisujem tudi vaši usposobljenosti in prosim vse, ki so odgovorni v Slovenski vojski za to, da ta raven usposobljenosti in pripravljenosti ostane na najvišji ravni, da tako tudi ostane. Zdaj, jasno je, da se prvič v teh 10 letih, in to je velika, čeprav edina, ampak velika sprememba, pogovarjamo v razmerah, ko je v Evropi vojna, ko je v eni od evropskih držav, drugi največji, vojna zaradi agresije največje evropske države na njo. Čeprav smo kot članica Evropske unije, kot članica Zveze NATO, Slovenija kot del zahodnega sveta, to obsodili in za sankcijami poskušamo to vojno na nek način skrajšati, čeprav si prizadevamo za to, da bi bil tam čim prej mir, razumemo, da je naša naloga, da skupaj solidarno z drugimi državami pomagamo Ukrajini pri obrambi, ker je to pravično. Tudi ko se zavzemamo za mir, moramo paziti, da bo ta mir pravičen. Vsekakor Ukrajine ne smemo pustiti na cedilu, ker bi pustili na cedilu naše vrednote, tistemu, čemu mi pripadamo in bi na ta način posredno in morda celo neposredno ogrozili tudi sami sebe. In v tem smislu
želim vam, pa tudi naši javnosti, kot vrhovni poveljnik in predsednik republike reči, da se je morda prav spričo tega zelo zaskrbljujočega razvoja dogodkov zaradi te neizsiljene agresije Ruske federacije v Ukrajini potrdila potreba po tem, da imamo visoko usposobljeno in profesionalno slovensko vojsko. Tudi ko vi opravljate vaše delo v misijah in operacijah v tujini, ne služite drugim interesom, ampak služite našemu interesu za mir in varnost naše države. Seveda, kot del zavezniških sil, kot del tistih mednarodnih sil, ki so napotene z mandatom Varnostnega sveta. Ampak, ko opravljate vaše delo v Evropi, zunaj nje, pravzaprav skrbite za mir in varnost naše države. In bi rad, da slovenska javnost to vedno tako tudi razume. In to opravljate sjajno. Zdaj, običajno se pogovarjamo o problemih, kolikor sem iz vaših poročil danes razumel takih problemov, kot bi bili problemi z opremo, usposobljenostjo, z podobnimi stvarmi, za katere neposredno skrbi vodstvo vojske in ministrstva, takih problemov ni, ali se pač motim, to je vprašanje za vse. Če je kakšen problem, mi ga prosim izrecno omenite. Tukaj mislim tudi na tiste probleme, ki so vezani na okoliščine, ki niso neposredno povezane z varnostnimi razmerami, mislim na COVID in podobne okoliščine. Drugače bi vas rad vprašal, ali in koliko seveda te nove okoliščine, vojna v Ukrajini, vplivajo na vaše delo, kako vplivajo na odnose z drugimi vojskami, kako, mislim si, kolikor vem, da to vpliva kot en element še večje povezanosti, večjega zavedanja, da si pripadamo, da smo odvisni eden od drugega, da moramo sodelovati, ker tako lahko skupaj bolj ubranimo vrednote in mir, za katerega se zavzamemo. Ampak bi vas vprašal, če lahko o tem rečete morda kaj sami. Kot veste, vedno tiste pripadnice in pripadnike, poveljnike, ki opravljajo to dolžnost na Zahodnem Balkanu, vprašam, ali in kako razvoj političnih dogodkov vpliva na njihovo delo. Mislim, ali me popravite, če se motim, da ima Slovenija nek ugled v tej regiji, več kot samo ena od držav, ki opravlja tudi vojaške naloge, mirovne naloge, varnostne naloge v tej regiji. Mislim, da uživa ugled pri vseh narodih in da nam to daje neko pomembno avtoriteto za to, da poskušamo v regiji in tudi v Evropi, v mednarodni skupnosti dajati sugestije, nasvete, kako ta mir poglobiti, varnost okrepiti, pa me prosim ali potrdite ali popravite v mojih ocenah. Skratka, če ste tako prijazni, tisti, ki menite, da bi radi vašim poročilom še kaj dodali z vidika teh mojih poudarkov, vam bom za te pripombe hvaležen. Pa bi šli mogoče kar na Kosovo, podpolkovnik, lahko odgovorite predsednik. Gospod predsednik, hvala lepa za vprašanja. Kar se tiče opreme, pripadnici in pripadniki Slovenske vojske na Kosovu so usposobljeni za upravljanje vseh nalog, ki jih izvajamo na območju delovanja in imamo odlično in ustrezno opremo za upravljanje vseh teh nalog. Glede vojne v Ukrajini, vsekakor je prisotnost tujih obveščevalnih služb in pripadnikov teh služb vsekakor tudi na tem območju Balkana povečana, torej je potrebno biti bolj pozoren in previden pri opravljanju nalog. Glede ugleda Slovenije pa mislim, da smo tukaj na tem prostoru mi kar v prednosti, tako Srbi kot Albanci nas sprejemajo zelo dobro, smo zgled za vse njih in vsakodnevno poslušamo, kako je bila Republika Slovenija ves čas tudi po pretekli zgodovini zgled za te države na tem območju, ter da je naš način
pred 31 leti bil navdih za vse te narode na območju bivše Jugoslavije. Tako, toliko z moje strani, hvala lepa. Bosna? Poveljnik kontingenta v Bosni in Hercegovini, smo na zvezi. Kar izvolite. Da, na zvezi smo, hvala za besedo. Spoštovani vrhovni poveljnik, EUFOR spremlja varno situacijo povezano z Ukrajino, ker je tudi povezana situacija v Bosni in Hercegovini. Kot veste, ene povezave obstajajo med Rusijo in delom politične elite v Bosni in Hercegovini in EUFOR to varnostno oziroma politično situacijo spremlja. Trenutno, kot sem že povedal, ni neke varnostne ogroženosti. Situacija je relativno stabilna, ogroženosti za misijo ni. Kar se tiče slovenske vojske, slovenska vojska ima en velik pogled in spoštovanje strani pripadnikov ostalih nacij v pomoč delovanja, prav tudi civilnega okolja. Posebej moram poudariti dobro delovanje naše pilot skupine na območju delovanja Banja Luka, kjer smo dobro sprejeti. In na koncu lahko poudarim, da vaša oziroma slovenska iniciativa za približevanja Bosne in Hercegovine k Evropski uniji je zelo dobro sprejeta med civilnim prebivalstvom tukaj na območju delovanja. Hvala. Morda Slovaška in pogled našega poveljnika na vzdušje v misiji, ker je to nekaj novega, povezano direktno z vojno v Ukrajini in odločitvijo zavezništva, da okrepi svoje vzhodno krilo. Hvala za vprašanje. Spoštovani gospod predsednik, to, da smo tu na Slovaškem, dejansko raison d'être, da smo tu, je seveda kriza oziroma konflikt v Ukrajini. Morda prvo opažanje, ki je povezano z pravočasnim načrtovanjem in izvajanjem vojaških vaj. Velika vaja Slovenske vojske iz leta 2021, vaja zaščite, reševanja in vojaške mobilnosti, je v svojem scenariju predvidevala pravzaprav skoraj identično situacijo, kot se je potem 24. februarja začela dogajati, z izjemo potresov in pa seveda naravnih nesreč. Tako da že tisto sodelovanje na tej vaji, procesu načrtovanja in dejansko te družbeno-vojaške ozaveščenosti o soodvisnosti narodov, o nekem kolektivnem pristopu in sodelovanju držav, zavedanja, da eden ni nobeden, dejansko je odločilnega pomena za to, da tudi tukaj razmere in kohezivnost, bom rekel, mednarodni bojni skupini, ki se sicer še zares ustanavlja, bom rekel, je vodilo in skupni imenovalec teh naših naporov in dejansko vodi enotnost naporov. Veseli me to, ali pa morda šaljivo pripomnem, da prvič na misiji od 6 misij nimamo težav s tem, da bi to Slovenijo zamenjeval Slovaško, ker se seveda nahajamo v njihovi državi. Zadeva, ki pa govori, bom rekel, ali pa determinira, ali pa dokazuje to našo slovensko pragmatičnost, upornost, skromnost in pa ta nacionalni ponos, pa je strani ostalih, bom rekel, akterjev mednarodnih seveda ni ostal neopaženo. Uživamo veliko zaupanje, uživamo na nek način neko posebno situacijo, ko prvič morda v zgodovini sodelujemo z slovanskimi narodi, ki so na tej misiji so seveda v večini, ker gre za Slovaško, Češko in Slovenijo, in predstavlja neko novo izkušnjo in nov poskus, bom rekel, optimiziranja delovanja v mednarodni skupnosti in pa vzpostavitve povezav. Kar se tiče opreme, tako osnovne kot kritične, Slovenska vojska je kontingent poslala na misijo popolnoma opremljen v skladu z potrebami, kar pa seveda vsakodnevno ali pa enkrat tedensko ugotovimo, da bi obstala bolj optimalna rešitev za kakšen izziv, pa v skladu z zahtevki uživamo popolno podporo iz Slovenije in prav tako je na bližnjem letališču, oddaljenem približno pol ure vožnje, že pristalo tudi letalo Turbolet Slovenske vojske, ki je dovezlo, pravzaprav pripeljalo po zraku, opremo, pripadniki in ostale stvari. Tako da hvala za skrb, smo popolnoma preskrbljeni, česar pa še ne vemo, da potrebujemo, pa bomo dobili.
pili zagotovo, ko bomo ugotovili, da to potrebujemo. Vračamo se. Mogoče še v Latvijo. Misija v Latviji je bila organizirana še daleč pred novimi razmerami v Ukrajini. Mogoče je kdo takrat ocenjeval, da je pretirana skrb, pretirana zaskrbljenost tako ljudi kot vodstva baltskih držav in drugih, ki imajo zgodovinsko slabe izkušnje za Sovjetsko zvezo, pa me zdaj zanima, kako je zdaj z razpoloženjem v Latviji. Hvala za vprašanje. Ja, tukaj se zdaj potrdila težnja oziroma predvidevanja na samem zasedanju v Varšavi pred leti, kjer se je doreklo, da je potreba po pripravljenosti oziroma odvračanju ruske agresije na tem območju potrebna. V bazi je moč zaznati še večjo povezanost, sploh iz strani, bi rekel, naše države gostiteljice Latvije. Sama situacija je privedla do tega, da se tudi izven glavnega organiziranja, se pravi na nivoju bojne skupine, države same med seboj povezujejo tako na športnih dogodkih, kot po individualnih usposabljanjih z posameznimi državami. Kar se tiče počutja oziroma občutenja te vojne, bi pa poudaril, da je glavna zadeva tukaj pozitivno vplivala zaradi tega, ker se vsi vojaki čutijo, da je ta misija zares potrebna za kolektivno varnost celotne Evrope. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Za konec bi predala besedo še vam, načelnik generalštaba Slovenske vojske. Gospod predsednik, minister, praksa je seveda, da pripadnike in pripadnice in poveljnike, ki jih danes vidimo na ekranu, pozdravimo v vsakoletnih tovrstnih prireditvah, praznikih in seveda v tem imenu se vam zahvaljujem, v imenu celotne Slovenske vojske, da ste si vzeli čas in ste nas počastili z vašo prisotnostjo na tem poročanju. Seveda, jaz sem poveljnikom v oddaljenih krajih, vse poznam osebno, želim predvsem varnosti, dobrega počutja, usposabljanja in seveda, kot je Klemen omenil, vemo, kdo smo in kam gremo in to je bistveno in seveda ponosno predstavljate Slovensko vojsko tudi v tujini. Hvala lepa. Hvala, načelnik, in hvala tudi vsem poveljnikom kontingenta ter vsem prisotnim na današnjem dogodku. S tem je današnje srečanje končano. Želim vam lep dan in ponosno praznovanje prihajajočega dneva državnosti. To še jaz rečem nekaj besed ob koncu. Vsi ste omenjali, da boste ob dnevu državnosti, si dovolim reči o srednjem državnem prazniku, imeli tudi priložnostne slovesnosti. Spomnite sebe, spomnite vse okrog vas, spomnimo ne vsi slovensko javnost. Ko smo razglasili državo, smo bili napadeni in obranili smo jo sami, z našimi izkušnjami, z našimi ljudmi, v sodelovanju z našim prebivalstvom. To nam daje neko moralno kredibilnost in avtoriteto, tudi neko moč in tudi nek ponos, ki si ga smemo seveda ob državnem prazniku, zlasti tem, ob ustanovitvi naše države, dodatno privoščiti in vam ga privoščim. Čutite, prosim, neko zadoščenje, da opravljate delo v vojski, ki ima tako slavno preteklost in sem prepričal tudi slavno prihodnost, tako slavno, da bo mir in varnost za Slovenijo trajna. Hvala lepa, čestitke, dobro in lepo se imejte in vrnite se živi in zdravi. Hvala lepa. Ne, ne radim.